3 letih. Morebiti osrednja Slovenija ne slovi ravno po pridelavi vina, a kljub temu trta tudi v naših koncih dobro uspeva. Tudi pod Starim gradom se že dolgo vzpenja trta, že se vidi, da bo tudi letos nekaj pridelka. A zdaj se ji je pridružila še majhna sadika z bogatim poreklom, ki je še pridala žlahtnosti Starega gradu. Prijatelji so me malo spodbujali, so rekli, tle na gradu tudi tole paše. Župan je tudi povedal, res smo imeli 400 let nazaj že trto tlele. Ne vem, tle smo zaradi tega, ko paše na tako točko še to, ki že je, ampak da je bolj poznana. Potem pa, tako so že tudi drugi povedali, druženje pa taka zadeva, ena stvar, ki nas druži, ki nas povezuje. Sadiko so predali po prav posebnem protokolu, posadil jo je čuvaj stare trte Hovtar Slavek. Pri vsem tem je pomembno, kam daš potomko. Če tako je tu, se nimate kaj bati. Bo lepo obrodila, samo negovati jo je treba. Smlejci so s tem, ko so posadili potomko stare trte, postali tudi člani elitnega društva Mladovita. Mi smo društvo Mladovita, kateri vzgajamo, zaprav donegujemo to vino iz cele Slovenije. Se pravi, tle je združena cela Slovenija, vendar je to društvo nastalo na Primorskem, ampak recimo donegujemo vino iz cele Slovenije. To je pod imenom Mladovita. Ena bolj znamenitih sadik, tudi včlanjenih v Mladovito, raste na Bledu, kjer so jo posadili v 20 cm luknjo, pod njo in nad njo pa beton. Korenine si namreč potomka išče sama, še pravi Hovtar Slavek. Bo pa tudi smleška trta imela svojega hovtarja, čuvaja. Mi smo se že dogovorili, sicer skrbnika trenutno ni tlele, obveznosti, ki je na kmetiji, ampak bomo zrihtali, tako da upam, da ne bo kakšnih, z naše strani bo skrbovana. Zato ima tudi ograjo, da ni kakšnih drugih stvari, to je tudi bilo po protokolu, da jo moramo zaščititi. Ja, a ni lepo vsak dan priti takole gor, malo pogledati, pa tako naprej, ne jeti malo doma. Za potomko stare trte bo torej skrbel Damjan Jeraj, sicer pa bodo zagotovo tudi ostali domačini popazili nanjo. Računajo tudi na to, da bodo ob trgatvi, ko bo trta obrodila, imeli prav poseben dogodek. Vsako leto, ko je trgatu, bomo naredili en dogodek. Malo za nas je pa obveznost, ki bomo mogli pa tudi mi hoditi malo drugam, na koncu tudi na trgatu v Maribor, pa se tam malo podružiti, bolj zabavno vse skupaj, ni veliko dela. Še nekaj je, ni nič obenih stroškov drugih takih in ne vem kakšnih, da bi mogli to nekaj dati, zdrževati, plačevati ali kaj takega. Dobra volja. V Sloveniji je tega druženja vsak dan manj. In tudi tle smo najdli eno nišo, druženje vseh Slovencev, dobro mislečih in mogoče tudi malček ljubiteljev te žlahtne kapljice. Koliko je tale trtica še majhna, kdaj pričakujete, da bo recimo kakšna jagoda na njej? 2-3 leta ponovadi za prvi grozd, prvi venček. In ta gre potem za skupno vino, če sem prav razumela? Ja, lansko leto sem videl na Bledu, prinese v majhnih košarcah en venček, potem gre to simbolično, drugače pa v skupno, se spreša iz cele Slovenije in potem to vino v tiste flaške in protokolarno porazdelijo po vseh imetnikih trte, da imamo nekako eno tako vino protokolarno, kjer se ne pije bolj podarja ali pa tako naprej. Iz pridelave vina potomk stare trte torej nastane prava slovesnost, ki združuje vse, ki so del te elitne združbe, kamor sedaj sodijo tudi smlejci. Trto se normalno obere, ko je dozorela, ko je grozdje zrelo in to grozdje se pripelje v Zalošče. Zdaj letos smo slučajno imeli na Bledu, se pravi, najdemo lokacijo, vsako leto lahko tudi drugo lokacijo, da napravimo uradno trgatev na tej lokaciji, no, potem se pa to odpelje v Zalošče, v klet Dornberk in tam se doneguje in naslednji leto ob trgatvi se te stekleničke potala ljudem, praktično vsem tem, ki so v tem društvu ali pa tem, ki so prinesli grozdje
za donegovanje vina. Seveda nas je vse zanimalo, če bo vino trte pod Starim gradom takšno, kot ga daje mariborska Stara trta. Ja, to pa vam ne bi vedel povedati, ker veste, da so območje Štajerska, Primorska, to in vsaka pokrajina ima svoj okus. Zato pa smo ste se včlanili v društvo ljubiteljev potomk Stare trte Mladovita in bojo nekje iste. Ne se pa bati, to je dobro za piti. Tle pa o vinu ni debate, glede na to, da vsako področje, vsaki rajon ali pa okoliš ima svoje okuse, svoje bogatstva v vinih, ne? Tle je pa normalno iz cele Slovenije, se pravi, tle moramo biti vsi enako zadovoljni. Tle je vino, ni vino za kvaliteto, to je vino za dušo. Stara trta je sorte žametovke oziroma modre kavčine, ki je menda zelo dobra osnova za cviček, tako da si lahko vsaj približno predstavljamo, kakšno vino bo iz grozdov nove smliške pridobitve. Mi v Mariboru, mi jo vsako leto, mi rečemo, vlagamo, ne, in ima tam sladkobe do 20. Veste zakaj? Ker je zadaj zid. In ko se to opre sonce noter, to je... Zdaj lahko vam rečem, da so že take rozge, tako da je pa nekaj. Obvezno se pa mora škropiti. Obvezno, ker to ni divjak, ampak je cepič. To sem že rekel, marsikomu pa tudi tu zarečem. Vse, kar je cepljeno, se mora škropiti. Ne dvomimo, da bo smleška trta dobro uspevala, na vsezadnje so pred sobotno slovesnostjo Štajerci in Primorci dobro preverili, na kakšno lokacijo bo posajena, in menda je zelo primerna za rast. Mlade potomke so toliko bolj dragocene, ker Hovtarja Slavaka trenutno zelo skrbi za najstarejšo trto na svetu. Zdaj, ko renoviramo Lent, se bojim, da bo kaj hudo narobe, ker tale trta ima korenine, če ste kdaj bili na Lentu že na oni strani Drave. In se bojim, da zdaj, ko so renovirali Lent, da ne bo kaj narobe. Ko boste odšli na Stari grad, ki je v zadnjem obdobju res zacvetel v vseh pogledih in je vreden obiska, le preverite, kako raste slavna trtica. Čez približno 3 leta pa torej pričakujemo prve grozde, potomke slavne prednice, ki je opisana v Guinnessovi knjigi rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove.